Z Jeleno Dimitrijevič pa sva se tokrat v ekološki trgovini Kalček pogovarjali o parazitih. Zelo zanimiva tema, ki ji je vredno prisluhniti. Jelena, kaj so paraziti in kakšne težave nam lahko povzročajo? Ja, povzročajo lahko veliko težav. To so v bistvu organizmi, ki živijo na račun drugega, imajo različne gostitelje. Problem nastane pri tem, ko nam začnejo jemati hranila, ko tudi spuščajo različne toksične snovi, tudi mehanično lahko poškodujejo samega gostitelja. Hkrati pa prenašajo veliko različnih bolezni. In marsikdo se niti ne zaveda, da ima težave s paraziti. Generalno vsi, ki imajo recimo hišne ljubljenčke, bi morali delati antiparazitne kure. Simptomi pa so taki, da jih dostikrat povezujemo recimo z različnimi drugimi boleznimi, jih ne povezujemo s paraziti. Pa so res tako specifični v smislu raznoliki tudi. Tisti, ki imajo recimo težave z astmo, tudi anemijo, različne prebavne težave, tudi psihične težave tipa tudi depresija ali različne druge psihične težave, tudi recimo, če smo kronično utrujeni, če smo neješči, če recimo ne moremo zaspati, če smo razburjeni, razdraženi, če recimo imamo tudi težave z glivičnimi okužbami, pogosto smo prehlajeni, kakšne težave s kožo, izpuščaji in tako dalje. Ogromno je teh simptomov in če se nam nekaj od tega pojavi, res je treba tudi pomisliti na parazite in to so tudi taki tipični. Imamo recimo tisti, ki se dlje časa zadržujejo v našem telesu, ličinke recimo kakšnih, ne vem, glist, črvov, trakulj. Lahko pa so tudi tisti, ki jih poznamo kot recimo kakšne pršice, tudi ne vem, muhe, komarji, klopi, stenice. Vse to prenaša tudi različne težave in res je to zadeva, o kateri se moramo več pogovarjati. Jelena, kdaj je treba narediti antiparazitno kuro in seveda komu jo priporočaš? Jaz jo priporočam vsem, zaradi tega, ker v bistvu živimo v takem okolju, da smo nenehno v stiku s paraziti, voda, hrana, tudi se dotikamo različnih stvari, hkrati imamo hišne ljubljenčke in to so tudi viri, kako lahko pridemo v stik z njimi. Nažalost tudi imamo težave z želodcem, zmanjšano želodčno kislino, nimamo dosti obrambne sposobnosti telesa, da jih uničimo, takoj ko pridejo tudi v naš organizem. In iz tega razloga je res dobro narediti kuro. Če pa imamo hišne ljubljenčke, takrat jaz tudi priporočam, da se večkrat naredi minimalno 2-krat na leto. Vse simptome, ki sem jih že omenjala, vsi, ki imajo podobne simptome, naj preverijo, kako je s tem, preverijo blato, grejo na bioresonanco, ugotovijo, če res imajo težave s paraziti. Ja, in katere rastline in dodatki nam pri tej kuri lahko pomagajo? Ja, res je obilje tega, tudi v naši kuhinji že imamo dovolj živil, ki nam lahko pri tem pomagajo. Redna uporaba recimo česna je fenomenalna, seveda odvisno tudi v kakšnem stanju je naš želodec, če prenese določene stvari, recimo pekoča paprika je fantastična, grenivke, limone, ingver, tudi recimo kardamom, klinčki, koromač, to so vse take fajn rastline, ki nam pomagajo, ampak seveda tudi kakšni dodatki, kot so gurmar, mačji krempelj, jaz obožujem njim. Je zame čudovita rastlina, ampak poznamo tudi ta tipičen program, ki se izvaja 42 dni po Huldi Clark, ki je kombinacija 3 rastlin, to so črni oreh, pelin in klinčki. In v bistvu na tak način s to kuro uničimo tudi jajčeca, ki jih, če jih ne uničimo, potem se ponavljajo tisti procesi rasti parazitov in potem imamo spet težave. Jaz njim res redno uporabljam, predvsem tako v taki obliki, da zaužijem oralno prah njimov. Lahko tisti, ki imajo težave s paraziti, naredijo čaj z njima, tako da prelijo z vrelo vodo eno dobro zvrhano čajno žličko njima, premešajo in potem recimo, ko to naredijo čez dan imajo, pa naredijo eno daljšo kuro ali vsaj recimo 2 do 3-krat na dan tak čaj, če so res okuženi s paraziti, dobro kureno 5 dni, lahko pa se ta kura res podaljša še naprej. Če recimo imamo kužke ali tudi sami, če želimo pa imamo težave recimo s kožo in tako naprej, lahko v šampone dodajamo, na 200 ml šampona dodamo 50 gramov nimovih listov zdrobljenih, ali pa recimo dodamo kakšna gelja za tuširanje. Za kužke recimo ena taka varianta se da v kokosovo maščobo, nim prah in potem se zamrzne in so taki priboljški recimo, ki jih lahko pojejo, ker nim je dejansko zelo grenak in včasih ga je res težko zaužiti. Tako da ga lahko tudi kapsuliziramo, če ne moremo tega praha zaužiti, ampak res je ogromno načinov, kako se proti temu borimo. Preventiva pa je zelo pomembna, ojačati imunski sistem, delovanje želodca, da pol imamo to pravo obrambo.
ko gremo recimo v gozd, takrat se tudi zaščitimo proti klopom, kakšne naravne repelente lahko uporabljamo in jaz mislim, da pol ne bo takih težav.